predstaviti veličastno zgodbo, ki jo piše zgodovina. Svojo pripoved začenjam ob luči, ki je prvič zasvetila daleč nazaj v zgodovini našega glavnega mesta. Spomini me vlečejo v čas, ko Ljubljana še ni imela tistih značilnih luč, ki po noči rišejo idilično silhueto vsakega mesta. V čas, ko je prva žarnica zasvetila v žareči svetlobi pričakovanja po nečem velikem in sodobnem. Vsaka zgodba se nekje začne. Zgodba mestne elektrarne seže v daljno leto 1898, ko je 1. januarja stolno mesto Ljubljansko prvič zažarelo v električni svetlobi. Začel se je čas elektrifikacije, uvajanje vsega novega in modernega. To so bila leta razvoja. Izumitelji so razvili nove naprave, stroje in prometna sredstva, ki so razmere v obdobju elektrifikacije korenito spremenili. In prav nihče si ob prvih dneh elektrike ni mogel predstavljati, kaj vse bo prinesla. Vsak začetek je težak. Tudi mestna elektrarna je imela začetne porodne krče, predno se je realizirala in začela delovati. Različni interesi, večno vprašanje financ. No, ko pa je mestni svet leta 1896 določil, da gradnjo elektrarne zaupa podjetju Siemens & Halske z Dunaja, ki je propagiralo enosmerni tok napetosti 150 voltov, je gradnja vendarle stekla. Lokacijo njenega obratovanja so določili blizu plinarne med ulicama Majzerhofgasse, to je bila Pristavska ulica, današnja Kotnikova, in Dampfmelgasse, parna ulica, današnja Slomškova. Vrsto plinskih svetilk so predelali v električne, na mnogih mestih pa so namestili obločnice, ki so dajale več svetlobe. Razposlali so tudi prva vabila za veličastno proslavo ob odprtju elektrarne in 1. januarja 1898 zares slavnostno pognali stroje ter mesto razsvetljili z novo lučjo. Javne ulice so bile razsvetljene s 794 žarnicami in 48 obločnicami. Z električno napeljavo so opremili tudi vrsto javnih zgradb. Ja, to so bili lepi trenutki, polni veselja in hkrati mešanih novih občutkov. V mestu so gradili električno omrežje naenkrat, zato ni bilo nobenih težav za tiste, ki bi si zaželeli električnega blagoslova. Kljub temu pa je bilo zasebnih odjemalcev bolj malo. Ljudje so se kar nekako bali novosti, a hkrati zvedavo pogledovali v okna tistih, ki so petrolejke zamenjali z žarnicami. Začetna faza mestne elektrifikacije je doživela počasen, a vztrajen razvoj. Z večanjem odvzema električne energije je elektrarna potrebovala tudi posodobitve in nove naprave. Elektrika je počasi prodirala skoraj vsak dom. Prve žarnice so bile sicer nič kaj podobne današnjim. Z medlo, rdečkasto svetlobo so brlele v noč, a kljub temu ni nihče več pomislil na plin, ki je bil pred elektriko najbolj razširjen vir energije. In mestni prižagalci so vsak večer ročno prižigali in zjutraj ugašali vsako cestno luč posebej. Prepričana sem, da bi to delo danes marsikdo z veseljem zamenjal za delo v hektičnih pisarnah. Mestna elektrarna se je skozi obdobja večala in posodabljala. Vse je šlo eno z drugim. Ljubljana je postajala večja in z njo tudi mestna elektrarna Ljubljanska. Po drugi svetovni vojni so ugotovili, da je postala mestna elektrarna Ljubljanska vendarle zastarela in neekonomična. Problem pa je bil tudi z lokacijo, saj je stala v neposredni bližini mestnega središča in izdatno onesnaževala zrak. Joj, kako so se gospodinje pritoževale, ker niso mogle sušiti perila na svojih balkonih. Preveč premoga je v zraku, so venomer ponavljale.
V 60. letih sta tako na novo zgrajeni toplarni v Mostah in Šiški v celoti nadomestili staro damo v mestu. Mestna elektrarna pa se je pogreznila v dolgo zimsko spanje. Vse do 80. let, ko so jo razglasili za tehnološki spomenik, ocenili so jo za enega najlepše ohranjenih industrijskih objektov na Slovenskem, povrnili so jim vrednost, sicer drugačno, monumentalno, pa vendar močno in simbolično. Mestna elektrarna Ljubljanska dan danes pomeni veliko. Zanamcem govori o trdnem delu, bistrih zamislih in hrabrih potezah naših prednikov, ki so se trudili, tako kot vi danes, stopati v korak s časom in obdržati mesto na evropski ravni. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dejstvo je, da je elektrika skozi čas, poleg svetlobe, omogočala tudi druge bonitete, ki so vsak dan slekarnika prinašale napredek in razvoj. V času, ko je Ljubljana nekako bila osvetljena, ko je v Ljubljani zagorela prva električna luč, se je Nikola Tesla ubadal z izumljanjem radia. In čeprav so mu dejstvo prvega pravega izumitelja te naprave priznali šele po njegovi smrti, je bil radio na njegovih domačih tleh hitro in dobro sprejet. Elektrika nam je torej omogočila tudi poslušanje glasbe prek radija. Si predstavljate, kakšna je bila prva reakcija poslušalcev, ko so zaslišali takšno predvajanje glasbe? Kar naenkrat je bilo slišati glasbenike v živo, njih samih pa nikjer.